Pozdravljeni. 14. februarja smo lahko spremljali tudi drugo predstavitev bolidov svetovnega prvenstva Formule 1. Namreč pri Mercedesu so pokazali dvojni V15. Pri tovarniški ekipi Mercedes so svoj bolid predstavili na dokaj skromen način, podobno kot pri marsikateri drugi ekipi. A čeprav nismo videli nobenega promocijskega filmčka ali animacije, smo dobili na razpolago dovolj fotografij, ki so nas v določenih primerih celo pozitivno presenetile. Ker gre za prvo predstavitev tega modela, se bomo najprej ustavili pri sami barvni shemi, ki nudi tudi zanimive iztočnice. In to v drugem delu, kot običajno, se bomo posvetili tistim tehničnim zanimivostim ter spremembam. A začnimo pri sami barvni shemi. Mercedes dvojni V15 je v resnici srebrn, čeprav izgleda dvobarven. Namreč vse tisto, kar nam oddaleč izgleda črno, so v resnici gola ogljikova vlakna, kot smo videli že pri marsikateri drugi ekipi. A moram poudariti nekaj, da grafični oblikovalci pri Mercedesu so naredili, vsaj po mojem skromnem mnenju, enkratno delo. Zakaj gre? Če bolid pogledamo od spredaj, izgleda, kot da bi imel barvno shemo, na primer predhodnika dvojni V10. Takrat, ko smo še upravičeno govorili o ekipi srebrnih puščic. A seveda, če zadevo pogledamo od strani, se zgodba spremeni. Namreč takrat izgleda Mercedes, kot da bi imel barvno shemo naslednika prej citiranega modela. Tu je dvojni V11. In lahko bi dejali enostavno, da pri Mercedesu so za ceno ene barvne sheme v resnici dobili dve. A zopet se lahko sprašujemo, pravzaprav pri Formuli 1, kakšne težave imajo ekipe pri doseganju tiste minimalne določene mase. Kar se tiče pokroviteljskih napisov, vsaj sam nisem zasledil kakšnih revolucionarnih sprememb, zato bi, kar se tiče barvne sheme, zadevo lahko zaključili tu. In najbolje bo, da se kar lotimo tehnične analize, ker bomo začeli pravzaprav na sami konici nosnega konusa in se pomikali proti zadku kot običajno. Prav tu imamo že prvo zanimivost in prvo presenečenje. Na začetku sem menil, da bo letošnji trend zašiljena konica, ki bo segala prav do prednjega profila aerodinamičnega stabilizatorja. A vidimo lahko, da pravzaprav se je trend obrnil v nasprotno smer. Imamo bolide, ki imajo rahlo bolj čokate konice, ki so pripete v bistvu na drugi profil. In če smo pri Mercedesu dvojni V14 videli prvo rešitev, na njegovem nasledniku je očitno, da so si izbrali drugo, kar kaže, da pravzaprav v Formuli 1 imamo lahko inženirje, ki razmišljajo diametralno nasprotno. A pri Mercedesu dvojni V15 velja poudariti neko zanimivost. Poglejmo si tisti prednji profil, kako konkavne oblike je na tistem srednjem delu. Seveda, kaj podobnega smo videli tudi pri konkurenci, ampak tako poudarjene konkavne oblike sam nisem zapazil nikjer. In prav tu me je spomin nekako priklical nazaj tisto obliko prednjega dela pri že videnemu dvojni V10. Morda vrnitev Jamesa Ellisona je seboj pripeljala tudi tiste ideje, ki so bile
prisotne v obdobju supremacije tovarniške ekipe Mercedes. In seveda sedaj, če se pomaknemo malce navzgor, bomo seveda prišli do prednjega vpetja, kjer pa bi lahko dejali nič novega. Push rod, ampak treba je poudariti z kotom glavnih trikotnikov prednjega vpetja, seveda negativnim kotom. Če primerjamo bolit, ki so ga predstavili kot dvojni V14, je seveda tudi ta kot bistveno drugačen, ampak okrog velike nagrade Monaka je prišla tista varianta B, ki je imela prednjo opremo praktično konfiguracije, kot jo vidimo danes. Torej, ne gre toliko za push ali pull rod, temveč za sam kot vpetja tako na strani šasije kot zavornih košar. In tu zopet zanimivost, če pogledamo to povečano fotografijo in če smo natančni tam pri hladilni reži zavornih košar, bomo opazili, da nekaj manjka. Kar ni nič čudnega, pri delanju renderja se grafiki lahko spozabijo, lahko ne dokončajo modela zaradi raznih zadev. Ampak tudi to v dokaz, da pravzaprav mi pri teh predstavitvah skorajda nikoli ne vidimo prave zadeve. Prvo presenečenje sledi tedaj, ko naše oči pogledajo bočni vstopni reži. V primerjavi z vsemi ostalimi ekipami, ki smo jih imeli možnost videti do sedaj, revolucionarna in samosvoja rešitev. Če pogledamo v preseku, je špranja trikotne oblike, kjer imamo vodoravno in navpično kateto in hipotenuzo, ki je pod kotom. A ta hipotenuza v bistvu vsebuje tudi tisti podaljšan rob, ki ga ponavadi vidimo na spodnji strani vstopnika. In površina teh rež je malce večja. Naprimer, če primerjamo z Aston Martinom AMR 24, bomo takoj opazili, da pravzaprav tu nekaj ne gre skupaj. Namreč tako Aston Martin kot Mercedes imata enak pogonski sklop, torej enake zahteve po samem hlajenju. A po drugi strani, če ste pogledali zgornjo režo, pri samem Aston Martinu ste opazili, da ličnici sta bistveno bolj krepki od tistega, kar vidimo naprimer pri McLarenu, ki je bil prav tako predstavljen danes, kot tudi pri Mercedesu. Izjemno drzna in zanimiva oblika, ki bo pritegnila našo pozornost. Če sem že omenil, zgornjo vstopno režo ima kot običajno tistoji trikotni varnostni lok in seveda tri celice, poleg trikotnika še dve ličnici, ki pa, kot sem že omenil, nimata take površine kot pri že prej omenjenem Aston Martinu. A presenečenj še ni konec. Če si pogledamo bočni strukturi, bomo na prvi pogled opazili, da nista naprimer tako sofisticirani, kot smo lahko videli naprimer pri McLarenu. A po drugi strani lahko opazimo nekaj, kar pri ostalih ekipah ni tako očitno. Res, bolj ravne, skladne linije, ampak izjemno globoko so zarezali pri ekipi Mercedes, ko so oblikovali te površine. Praktično tista trikotna reža izjemno močno potisne zračni tok, skratka po tej ekstremni obliki, ki pa še nudi možnosti razvoja. Kar se tiče zgornjega dela bočne strukture, bi lahko smatrali, da je tudi tu, podobno kot pri McLarenu, tista široka izpeljanka tobogana. Ampak na fotografijah, ki so na voljo, nam ni dano jasno razbrati, zakaj gre. A tu seveda bomo se ustavili še pri tako imenovani bazuki, pri tistem srednjem delu pokrova pogonskega sklopa,
kjer vidimo zopet kar nekaj izstopnih hladilnih rež ali škrg in ne vidimo kakšnih večjih posebnosti. Seveda zadaj vpet je pushroad in tu zopet ne moremo govoriti o kakšnem presenečenju. Na zadnjem aerodinamičnem stabilizatorju smo kot pri praktično vseh ostalih tudi tu opazili, da tisti pomožni profil na koncu ni spojen s samimi končnimi ploščami, ampak to je nekaj, kar smo že ugotovili pri predstavitvah in o čemer ne bomo izgubljali besed. Sedaj še tisto, kar bo marsikoga zanimalo, se je spremenila medosna razdalja in predvsem se je spremenil položaj same vozniške kabine, samega vozniškega sedeža. Če primerjamo lanski dvojni V14 z letošnjim dvojni V15, bomo takoj ugotovili, medosna razdalja je ostala ista. A kar se tiče vozniške kabine, poglejmo za trenutek, kako je bil vpet tisti lok halo in takoj bomo opazili, da tu imamo določene težave. Namreč fotografija, ki so nam jo dali pri Mercedesu, je nekako posneta v navednicah napačnem kotu. Namesto, da bi videli bolid lepo od strani, ga vidimo malce pod kotom. A ne glede na vse, kar se tiče točke vpetja, prednje točke vpetja varnostnega loka halo, to ne spremeni dejstva, da pravzaprav je razvidno, da je letos vpet malce bolj nazaj. In kot običajno preverimo tudi z Sauberjem C44, ki nam te malce pavšalne meritve tudi potrdi. Torej, Mercedes dvojni V15 je bolid, ki je vsaj mene na prvi pogled presenetil v pozitivno smer. Pokazal nam je nekaj, kar nismo pričakovali, nekaj neobičajnega in tudi vidimo, da pri ekipi so uporabljali, bodimo iskreni, fantazijo. Nekonvencionalne oblike, nekonvencionalne rešitve. Čeprav tako kot pri skuderiji Ferrari, so pri Mercedesu morali začeti znova, letos vidimo kar nekaj več drznosti pri tej ekipi. Sam bi pričakoval kaj podobnega tudi pri skuderiji Ferrari, ampak njihov SF pomišljaj 24 ni imel niti sence tistih rešitev, ki jih vidimo tu. A seveda, prave rezultate bomo videli na progi. To je le tisto, kar nam lahko pokažejo razni renderji, razne fotografije. A prišli smo do konca tudi te analize, predstavitve bolida svetovnega prvenstva Formule 1. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.